Žalostno poje zvon prek planjave. Veter jesenski v vejah šumi. Dež mi še peče daljne spomine. Leta mladostna, kje ste zdaj vi? Siva je cesta, polje zorano, ptice v daljavi, vjatak leti. Deklico v mislih vidim v mraku, ki je ne more sabit srce. Najprej me zanima, kakšni so vtisi po premieri? Ja, po premieri so vedno prijetni vtisi, a ne vedno ravno ne, ampak danes so zagotovo odlični. Daj, prosim, ali povejte, kako so potekale priprave, koliko časa, kdaj se je začeli in tako? Ja, pri nas je kar tako, že to je ustaljeno, da imamo najmanj 50 vaj. Seveda najprej so lektorske vaje, potem so mizanscenske vaje in tako naprej. Ja, kar nabere se teh vaj veliko, tako da, ampak na odru pa smo potem zadnjih 14 dni, skoraj 3 tedne smo imeli letos nekoliko več časa za priprave. Seveda je pa tudi vreme nam ponagajalo, ker to je le zunaj, to je poletno gledališče in smo imeli kar težave velike za pripravo same scene. Mogoče kakšna anekdota ali pa zanimiva zgodbica iz vaj? Ne vem, teh je toliko. Jaz se pol doma se kdaj premišljujem malo in tega je veliko. Žal, jaz tega nikoli ne pišem, ne? Ampak tudi ne razmišljam več o tem, se mi fajn zdi, se dostikrat ne smejimo, ampak potem to pozabim, pa pač druge stvari razmišljam. Nobena ni lepša kot moja, res je lepša kot moja. Moja kot srnica hodi drobno, zraven prijazno pokima z glavo. Nobena ni lepša kot moja, ne. Glej ga, lepša kot moja. Tebe najraje za tvojo skrbi, da se ti preveč ne zredi. Moja ti ni všeč, men pa tvoja ne, saj potem pa gre nama prav vse po sreči. Tebi je tvoja všeč, meni je moja všeč, kaj pa hočeva midva še več. Vsakdo najraje ima svojo, ta pa najraje svojo. Kaj bi prerekala, tu se mi dva, kar sva hotela, to vsak zdaj ima. Jaz kar ostanem pri svoji, pojdi, ti pa podi pri svoji. Kar mi prerekali, tukaj se mi, lepše od naše pač ni. Najprej me zanimajo prvi vtisi po predstavi, po današnji premieri. Ja, prvi vtis je vedno, in sploh pa danes, olajšanje, ker je bilo veliko dela, pa mislim, da je bilo tudi precej skrbi okoli tega, kot je vedno, ampak olajšanje je veliko in moram reči, da vedno je en občutek izjemen, ki se mi pojavil, namreč, da lahko toliko ljudi sodeluje in da je vsak nepogrešljiv. Od tistega, ki kuha kavo, do tistega, ki skrbi, da se potem vse pospravi, do tistega seveda, ki je napisal in tako naprej. Mislim, da je to vse ena velika družina in moram reči, da sem ponosen, da lahko sodelujem v njej. Kako sta pa z Lojzetom se odločila, da se bo letos delala v drugi del, oziroma mogoče kakšna kratka zgodbica za tem? Pravzaprav se nisva. Z Lojzetom sva se pogovarjala, Lojze je razmišljal, kako bi letos počastil 70-letnico kulturno-umetniškega društva in je imel že eno igro zbrano, potem pa
smo se nekako dobili. Potem je pa avtor izrazil željo, da bi se rad z njim dobil. To je bilo nekako november, december lansko leto in nič ni povedal, samo prišel je tlele na obisk v Domžale in predstavil svojo igro. In Lojze je bil zelo presenečen. Šli smo na kosilo in jaz sem to igro pač prevajal sproti. In meni je bilo ful smešno, jaz sem se ves čas smejal, Lojze se je nekako tega ne vzel in potem po kosilu je rekel, veš kaj, bomo to kar mi zdaj za 70 let so kar naredili. Seveda, ko je dobil prevod, ko je dejansko bral, njemu ni bilo mogoče toliko smešno, kot je bilo meni in je videl, da je treba še kaj narediti, je pač naredil priredbo, ampak mislim, da danes, tako kot vidim po mnenju poslušalcev in gledalcev, ki so bili tukaj, da je igra kar precej uspela. No, mislim, da so bili zadovoljni. Kadar me vse zapusti na tem svetu, mi le še pesem ostane, ki vrezna srca. Ni ga prijatelja boljšega zame, glasbe lepše ne najdem, kot da zapojem si. Kakšni so prvi vtisi po današnji premieri? Vtisi so krasni, kot da se še lanska predstava ni končala in se je vse prelilo v drugi del. Avsenikova glasba ne more drugega pričarati kot en krasen večer. Se mi zdi, da je vsa vezna beseda, vsa igra, eno tkivo, ki povezuje vse to, kar so Avseniki ustvarili. En majhen košček od tistega njihovega bogatstva, ampak z njihovimi valčki in polkami. Pač ne moreš drugega pričakovati kot en lep večer in res je bil tak, smo hvaležni zanj. Mogoče kakšna zanimiva zgodbica ali pa anekdota iz vaj? Ja, jaz sem letos izvajal eno posebno anekdoto, da sem zelo veliko manjkal zaradi službenih dejavnosti, zaradi ene poti službene v Italijo, potem še tik pred zdajci v Afriko in sem pravzaprav veliko vadil sam. Predvsem tiste besede, ki jih k sreči samo župan letos nima toliko veliko in je bilo veliko tudi strahu, ker sem se potem vrnil tik pred zdajci v ponedeljek pred petkovo premiero, par dni pred tem, ampak se moram vsem tudi zdaj ob tej priložnosti zahvaliti za razumevanje, za to, da so imeli potrpljenje s tistim, ki ga ni in pravzaprav kar gre. Zdaj ne vem, zakaj hudirja imamo po 50 vaj. Hec! Najprej me zanimajo prvi vtisi po današnji premieri. Kaj naj ti rečem, zdaj momentalno po tolkem tekstu, po tolikih čestitkah, po takih, recimo, bi rekel, razborljivi, dramatičnem uvodu, se ne vem, kaj naj rečem. Krasno, enkratno, užival sem, pade. Mogoče kakšna primerjava lanske igre, letošnje igre, tvoje doživljanje tega? Lej, tako ti bom rekel, lanska igra, letošnja, tako bom rekel, recimo lanska je bila recimo malo v drugačnem kontekstu delana, letos je bolj dramatično delana, tako da je v bistvu enako razmerje med glasbo, enako razmerje med tekstom, tako da mislim, da je letošnja majčkeno drugačna, morebiti za nekatere boljše, ne bo bila lanska boljša, težko rečem, za mene sta obe dve enkratne. Kaj ti pomeni studenec in naša študentska familija? Ja, lahko rečem, da sem že krva šata, ker v bistvu zdaj sem pa že 15 let tukaj, tako da v bistvu moram reči enkratno. No. Spoznal sem ta stare, recimo starejše, ne ta stare, gospoda Masla, pa recimo Brigito, pa recimo Seška, ki je že dalj časa tukaj. Prišel sem recimo v sistem predstave Cvetje v jeseni, tako da moram reči res odlično. No. Kdorkoli prije sem, se tle zalupi in tukaj ostane. Res je ta prava varianta izvir slovenske ljubiteljske kulture.
Mislim, da je bila izredno dobra predstava, zelo dobro nam je uspelo. Pohvale vsem igralcem, sploh pa smo zelo veseli, da lahko izvajamo glasbo Slavka in Vilka Avsenika, tako da res smo navdušeni. Kako si pa že lani si bil tudi v Tercetu, si pel, kako si prišel zraven? Iskal se je pač Tercet, moški glas, bariton, nekje, da bi bil Tercet tako, kot je bil pač original Tercet pri Avseniku z Nipičem, in pač glede na to, da sem bariton, tudi dost visok bariton, nam je kar lepo ratal, da smo se tako ujeli. Mogoče kakšna zanimiva zgodbica ali pa anekdota z vaj? Teh anekdot je pa kar dost, tako da mislim, da ne ostanejo kar skrivnost. Boš naslednjo leto še prišel? Upam. Zaljubljene da kar nori, nič na svetu ni. Zaljubljene da kar nori, vrati sploh ne spi. Zaljubljene da kar nori, krati oči se smeji. Če tako bo še 3 dni mudi, več pomoči. Zaljubljene da kar nori, pomaga poskrbi, tako dekle omrežil bi, da proč mu ne zbeži. Kakšni so vajini prvi vtisi po premieri? Ana, ti si že večkrat nastopala, mogoče? Tokrat odlični. Malo je bila trema, malo je bila živčnost, ampak ful so v redu občutki, tako da jaz mislim, da bo. Jaz sem bila letos prvič in v bistvu mi je ful všeč in mislim, da je bilo v redu, tako da sem vesela, da je uspel. So bile vaje naporne? Ne, meni je bilo zelo všeč, ker sem že velikrat sem že hotela nastopati v predstavah, tako da sem z veseljem prišla. Ja, so bile tudi včasih naporne, ampak vse to se pa še zraven, to gre k gledališču in to, če ne bi bile vaje take, kot smo jih imeli, ne bi tako dobro uspeli, tako da se je dal. Kaj vama pomeni Studenec? To je ena taka, jaz ga vzamem kot en lep ambient, kjer zberemo sami taki ljudje, ki čutimo enako, ki se povezujemo, dopolnjujemo en drugega, pa še v lepi naravi je, tako da ni da ni. Jaz bi rekla podoben kot Ana, ker je zelo dobra družba, dobri ljudje, dobre predstave in ja, v redu, super je. Kakšna zanimiva zgodbica ali pa anekdota z vaj mogoče? V letošnji predstavi nimam neke posebne anekdote, zdaj ne vem, če lanska velja, prvi del velja. Ja, torej, lani sem imela jaz kot z mojim možom Mihom, glavnim članom ansambla Fantov 5, moment, kjer naj bi bil poljub in on je pred mojim poljubom pojedel fižol s čebulo in bilo je zelo zanimivo, dišeči, zelo dišalo, prijetne vonjave so se širile po odru pred poljubom, ampak smo preživeli tudi to. Hvala. Glavni dobitek sta pa vidva in moj najljubši ansambl. Ampak vam pa povem, če bi se pa še enkrat rodil, pa ne bi bil gostilničar, nikoli več, bil bi muzikant. Se vrti se naokrog, mlado, srednje in staro, odskakuje urnik nog, pozno noč veselo nog, mojo reže stari pas, fantje vrespajo na glas in udarjajo z nogo, še veselo nog.